Pozdravljeni na zadnji sloni soboti. Gangica. V tem letu ste bili z nami pri treningih in pedikuri Gange, Ob spominih na njen prihod ob srečanjih z ljudmi, ki so jo poznali v njenih zgodnjih letih, videli ste, kako se Ganga uči, kako komunicira, s čim se hrani kako ji lajšamo vročino. in ji bogatimo vsak dan. Slišali ste tudi glasbena poklona, nastala prav za njo. Poglejmo nekaj izsekov slonih sobot v Ganginem letu. Ganga, pridi! Ja. Ja, Ganga je ena mojih največjih radosti in ljubezni v živalskem svetu. Ganga je najlepši slon na svetu. Z enim stavkom, ljubezen na prvi pogled. Največja gospa v Sloveniji. Ja, ko sem prvič srečal Gango, me je prevzela s svojo velikostjo, močjo, inteligenco, pa hkrati s svojo nežnostjo, krhkostjo. Se čas ustavi, vse skrbi izginejo in takrat v bistvu se posvetim 100% samo njej. Hvaležen, da lahko vsak dan preživim del dneva z njo. V bližini Gange mi je bilo zmeraj v redu, prijetno. Fasciniran, kaj Ganga vse zmore in zna. Od takrat je želja meni tlela, da postanem njeno skrbnik. Mislite, da je bila Ganga res prvi slon, ki je prišel v Ljubljano? Potovali bomo za kratek čas, skoraj 500 let nazaj, torej v čas reformacije, ko je Primož Trubar izdal abecednik in katekizem 1550, oziroma eno leto pozneje, leta 1551, se je v Ljubljani na poti na Dunaj ustavil nadvojvoda in bodoči nemški cesar Maksimilijan II. In s seboj pripeljal nekaj, kar Ljubljančani še nikoli niso videli, namreč mogočnega azijskega slona po imenu Sulejman. Ljubljana ni ostala samo pri legendah. Novembra leta 1977 je v Ljubljano pripotovala slonica Ganga. Azijska slonica, ki je za pot od Kampurja v Indiji potrebovala malo več kot 3 tedne. Najprej so odšli iz živalskega vrta Kampur na dolgo pot v tovornjačku, kar 1350 km do Bombaja, od tam na majhno ladjico, kjer je pripotovala v Rijeko po 21 dneh čez Sueški prekop po Jadranskem morju, kjer so jo pričakali naši sodelavci živalskega vrta. Sem morala prespati zaradi Gange na reki. Na veliko veselje Gange in na mojo žalost Ganga ni hotela v transportno sredstvo, tako da smo morali nabirati cel dan zelenje na reki, da bi obložili kamion, in s veliko muko smo jo pripravili, da je stopila v kamionček. Ona bi lahko samo enostavno šla čez, ne? Ampak ona je zagledala tisto šporanjo 2-3 cm svetlobe, ki je tam gor seval, nekaj groznega, to mora biti za njo, in ni šans, da bi šla čez. Ko je bila s prvimi nogami čez, pa kot da ne bi bila še tonka, in je bila tam v kamionu. Pot nazaj 3 ure najmanj, ker je počasi vozil po tistih ridah. Pridemo v vrt, 7-8 zvečer, tema, sneg leti, krasno. Jo prijel, jo počasi obrnil na kamionu, sem rekel, nazga, grejo pa te dol, tam je bilo osvetljen, reflektorje se je prinesel. Naštima se odkud je bil praktično cel vrt je bil tam. Takrat je bilo 30 zaposlenih, ne vem, 20 ljudi bo sigurno. Špalir naredil, tam ona ni mogla drgan kot, ni hotla niti. Ona sam bajto se gleda, tinki, sva šla takole, lepo čist skor skozi hodnik do karantene. Tako da sem jaz občutek, da smo najboljša prijatelja na svetu. Res. Ja, ime smo ji dali Ganga, še preden sem šel dol, seveda. Ganga vse je bila ta najlepša, pa najbolj simpatična prav med tistimi. Čeprav so bili verjetno vsi enaki, pa enako stari, tudi tam 2-3 leta recimo. Takrat sem bila že mati 2 otrok in ta materinski čut se je tudi tukaj pokazal. Seveda, ker je vsaka žival, kadar je mladička ali mladiček, sproži v človeku določene sentimentalne
emotivne občutke. Ne. Tako je to bilo z Gango. Tako se je začelo. Prvič, ko je prišla, ko smo jo dol spravili noter, zjutraj sem prišel. Kolegica mi je z traktorčkom pripeljala balo, mi jo je vrgla čez oboro, vrgla tisto balo, jaz sem jo navila na pičo in potem sem šel proti tej baraki, ki smo jo tudi mi naredili. Hvala Bogu, da sem vedel, kje smo slab prebili. Ker če ne, že takrat ne bi všel. Je bila precej neugodna takrat, pa seveda pod aditivi še, ne? In sem tisto balo spustil čez hrbet dol, sem rekel, vsaka žival se pri hrani ustavi, Ganga se ni. Ganga je šla mirno noter. In pa smo šli na ramo, čez dile, čez plohe ven. In naslednji dan, ko sem prišel, moram priznati, da mi ni bilo prijetno, da bi bilo malo strah. Kaj bo Ganga naredila? No, ampak sem rešil zadevo zato, ker sem imel čebulo s sabo. Čebula je bila takrat zelo poceni, pa doma smo jo imeli pa tako naprej in sem vedno 4 čebule v žep vtaknil. Preden sem šel na prakso in prišel v Gangi, sva se pozdravila. Pol me pa že na nek način vzela za svojega. In mi smo takrat zelo, mislim, te sirkove krtače, ne tako, kot imate zdaj, ne. Mi je sirkovo krtačo, pa Gango, pa na vse 4, ne, nič gor stopila še takrat, ne. No, vse 4 pa drgnil kar pri norcih, ne. In to je bilo to. Moram priznati, kapo dol, tako lepo, ko skrbite za Gango. Tako lepo, ko skrbite za Gango, jaz dvomim, da je še kakšen slon v Evropi tako lepo oskrbovan. Tako, kot jaz zmeraj pravim, moja Ganga, moja ljubica. Prva stvar, ki je bila, je šuljivc proti žepu, je čebula noter ali ne. Se pravi, slonovski spomin, 50 let. Dje Božji, 50 let se žival spomne, kaj si pred 50 leti z njo, ko si bil v kontaktu. Jo, jaz si dam to k sebi. Ja, sigurno. Mislim, tako kot skrbijo za to žival, ki sploh ni žival, no, zdaj se to je res, to je že kar nek osebek. Toliko kot za njo skrbijo ti fantje, to mora preživeti tako kot jaz. Mislim, še 20 let živeti. Ja, da bo še naprej tako trmasta, feministična, da bo se zdravo prehranjevala, ubogala, če bojo pametni ukazi in nagajala, če ne bojo. In naj zdravo živi in je pa, da spoštuje obiskovalce, ki jo pridejo gledati. Še 50, ne? Sej bo, mislim, s tako nego pa s tako skrbjo, lih 50 ne, ampak bo pa zelo blizu. Vsako jutro, ko pride oskrbnik Gangi, jo najprej pozdravi. Ganga, dobro jutro. Kako si? Ona pride tle pa s trobcom, ko udarja po tej omari, ki bi jo prganjala, pa daj se že odpri, jaz komi čakam, ker vem, da je neki not, pa ne pade dol. Za Gango nas skrbi 6 oskrbnikov, s tem, da 3 smo njeni oskrbniki, 3 so pa fantje, ki so prišli kasneje, tako da delajo v zaščitenem kontaktu, se pravi, da z njo nimajo fizičnega stika, se vse dela preko zaščitene bariere. 3 smo pa skrbniki, ki z njo delamo že dalj časa, ki nas pozna že 20 in več let, tako da z njo delamo v prostem kontaktu in smo nekje njena družina, ki nas sprejme med sebe in nam zaupa in nam pusti delati z njo v prostem kontaktu. Ganga nas zelo dobro prebere, v kakšnem stanju smo vsak dan. Včasih imaš skrbi, če si kaj bolana, kakorkoli, in ona to kar hitro opaz, da se zna prilagoditi, spremeniti tudi ono obnašanje. Včasih te tudi potolaži, če imaš slab dan. Če si pa dobre volje, pa tudi ona vedno rada pokaže, da bi se igrala in takrat izkoristva oba ta čas za igro.
Sloni v naravi prehodijo na dan več kot 60 km in si sami brusijo nohte in podplate. V živalskem vrtu pa to naredimo v skrbnikih. To je nega podplata in delno spodnjega dela nohta, kjer noht skrajšamo, da slon ne hodi s celo težo po nohtu. V naravi si to zaradi različnih terenov brusijo sami, zaradi mehke podlage, ki jo ima Ganga v našem živalskem vrtu, pa to delo vsake 3 mesece opravimo v skrbnikih. Seveda je deležna tudi takega crkljanja. Kaj nas lahko v bistvu nauči Ganga glede prehrane? Z enim stavkom, hrana z manj sladkorja, se pravi enako kot velja za slone, mogoče ne v toliko striktni obliki, ampak vsekakor manj sladkorja v hrani je bolj zdravo praktično za vse. Sloni so po svoji prehranski ekologiji striktni rastlinojedi, to pomeni, da v bistvu jedo izključno rastlinsko hrano in so na njo prilagojeni. V živalskih vrtovih poskrbeti, da dobijo čim bolj naravni, podobno prehrano in sicer tako po sestavi kot po sestavinah. Ganga pri nas dobi večjo količino vej, užitnih dreves in grmov, to je recimo količinsko kakšnih 20 do 50 vej na dan, odvisno od velikosti vej oziroma debeline vej, dolžine. Pomemben del obroka, torej te voluminozne krme, sta seno in slama. Zdaj tisti delček vitaminov, mineralov, ki se pač zaradi skladiščenja sena izgubi, pa nadomestimo s pomočjo posebnih briketov. S strani kuhinje je priprava ganginega obroka zelo preprosta, saj moramo natehtati samo 5 kg zelenjave. Vse ostale sestavine si pripravijo oskrbniki sami. Poleg zelenjave dobi pa še 2 jabolka, nekaj dobrega in da je navajena, predvsem strani, če bi slučajno kdaj mogla dobiti zdravilo v tabletah. Zdravilo lahko skrijemo v jabolko in zanjo to ne povzroča nekega stresa. Vsak slon potrebuje zelo veliko časa, da se nekaj nauči, tako tudi Ganga. Pri tem moraš pa v bistvu samo vztrajati. Biti potrpežljiv pa umirjen. Od leta 2007 je Ganga v procesu treninga. Ne delamo cirkusa, trening ni zato, da delamo cirkus, ampak zaradi tega, da lažje sodeluje pri vseh veterinarskih pregledih, da nimamo težav pri oskrbi. Priklenjena je samo zaradi tega, da je v bistvu primer na tem svojem prostoru. Za teh 15 minut na dan in to je to. Moj kolega Matic zdaj je pregledal Gangi ustno votlino in zobe. Sloni imajo 4 zobe, 2 spodaj, 2 zgoraj, površina zob je nekako takole velika in vsak dan Ganga pridno pokaže svoje zobe pa svojo ustno votlino. Sloni imajo zelo debelo kožo in če ćemo slonu vzeti kri, se to zgodi oziroma izvede iz ušesa, kjer je najtanjša koža, pa najbolj so vidne žile na površju oziroma zraven. Gangi se takole umije s toplo vodo v ušes, da žile malo bolj izstopijo, našprica se z alkoholom in zdaj jaz nič ne delam z iglami, ampak ko pride veterinarska ekipa, se lahko Gangi prostovoljno kri vzame. Ganga si v vročih dneh poišče sama zavetje, kje je bolj hladno, kaj je bolj ustreza, tako da večinoma, če je res vroče, gre not v svoj hlev, kjer je najbolj hladno. Pred leti smo ji dodali pršenje in pa senco, kot bi ji naredili klimatsko napravo. Sami zaznajo, kdaj jim je vroče, kdaj se je treba hladiti. Velikokrat jo boste videli tudi na žgočem soncu, ampak to je za kratek čas, potem se pa umakne v notranje hladnejše prostore. Sloni zelo obožujejo vodo, se zelo radi zadržujejo v rekah, noter se umivajo, kopajo, imajo socialne stike, tudi plavati znajo, čeprav imajo čez 3 tone. Ganga gre najrajši v vodo, v bazen, takrat, ko je sveže natočen in pa seveda ob 7 zjutraj, ko jo spustimo do bazena. Najrajše pa gre v bazen, ko dežuje. Morda se tudi mi lahko nekaj naučimo od Gange, torej da v poletni vročini pijemo dovolj vode, da se umaknemo v senco in počivamo.
Vsak dan ji to povem, ko pridem k njej v Slonjak, da jo imam rad. Hvala, ker si, pa ostani še dolgo z nami. Gangi sporabiš povedati na uho. Je dovolj, da človek nekako projicira svoje občutke, ona vse zazna. Da ni sama, da jo vsi občudujemo in imamo neizmerno radi. Da imam v žepu še veliko jabolk in banan, ki jih še ni pojedla in da bo lahko v moji družbi deležna še kakšnega posladka. Da jo imamo zelo radi. Gangi bi na uho povedala, da sem ji hvaležna za to dolgoletno druženje. Gangi želim še veliko zdravih, srečnih dni, let. Moja rojstnodnevna želja Gangi, osti arej, ostani zdrava. Vsaj še 20 let. Gangi želim vse najboljše, pa da bi še naprej tako sodelovala, kot sva do zdaj. Draga Ganga, iz svojega vidika ti želim v glavnem zdravje. Ti želim in si želim, da si z nami še minimalno 20-30 let, brez bolečin in da uživaš v svojem jeseni življenjski. Da ostane še dolgo vitalna in da vztrajamo pri vseh planih, ne glede na ovire. Predvsem mi želim zdravja, da bi nas še dolgo razveseljevala s svojo prisotnostjo in igrivostjo. Mnogo zdravja in še na mnoga leta. Gangi želim veliko druženja z njenimi oskrbniki, veliko ljubečih in mirnih obiskovalcev ter vsakodnevno uživanje v novem bazenu. Želim, da bi se v naši oskrbi še dolgo časa počutila dobro, kot sedaj pri 50-ih, mi pa ji obljubimo, da se bomo iz dneva v dan trudili za njeno dobro počutje, radost in igrivost. Gangi želim še veliko srečnih let v živalskem vrtu in da bi še naprej imela tako dobro oskrbo, da bi se lepo poskrbelo za njo in tudi, da bi obiskovalci spoštovali tako mogočno žival, kot je naša Ganga. Vse najboljše za tvoj rojstni dan, pa še na mnoga leta. Želim vse najboljše, da bo imela veliko zdravja, da je ne imela problemov s kakšnimi išjasi. Ganga, jaz ti želim, da bi še eno 50 doživela. Dobro 50. Ganga, tvoje zgodbe navdihujejo nas in navdihujejo ogromno ljudi in komaj čakam, da odkrijemo še nove in upam, da jih bo še ogromno. Vse najboljše. Naša slonica je živ opomin, kako malo manjka, da tudi sloni postanejo le še zgodovina. Slone danes ogroža izguba življenjskega prostora, nezakoniti lov, trgovina s slonovino in konflikt z ljudmi. A za razliko od mamutov pri slonih imamo še vedno, ampak zares zelo malo časa, da nekaj ukrenemo. Čeprav se svet slonov spreminja hitreje, kot bi si želeli, Ganga ostaja simbol upanja. S svojo prisotnostjo nas vsak dan opominja, da se za te gigante splača boriti. Da ne bodo kot mamuti ostali le še v muzejih, ampak jih bodo prihodnje generacije občudovale ne samo v živalskih vrtovih, marveč tam, kjer jim je naravno mesto, v divjini. Hvala, ker ste z nami spremljali Gangino leto. Hvala za vaše obiske, vprašanja, fotografije, delitve zgodb, spominov in podporo. Leto Ganga 50 zaokrožujemo z nečim posebnim, z dražbo edinstvenega odtisa njene stopinje. Več o tem si lahko preberete na naših kanalih. A zgodbe se tukaj ne končajo. Leta 2026 odpiramo novo poglavje, tematsko leto Zookulisje. Povabili vas bomo v zakulisje, k zgodbam oskrbnikov, izzivom njihovega vsakdana in njihovim živalim, ki jih oskrbujejo. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Srečno, radovedno in naravi ter živalim prijazno leto 2026. Spremljajte nas in se nam pridružite na novih zookulisnih sobotah ter številnih dogodkih v novem tematskem letu. Se vidimo!